Kdo je pa izumil žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni na valu 202. Možgani sami ne bolijo, te zmožnosti nimajo. Zakaj možgani ne bolijo, nam je nevrolog dr. Rok Berlot razložil v eni od novembrskih radiovednih oddaj. Z Nikom Škrlecem sva ga takrat obiskala na ljubljanski nevrološki kliniki. Po drugi strani pa lahko rečemo, da so možgani pravzaprav edini organ našega telesa, ki čuti bolečino. Pri zaznavanju bolečine imajo vlogo nekakšnega dirigenta, nama je povedal. Natančno poslušajo signale, ki jih prejemajo iz naših čutil, iz notranjosti našega telesa, jih analizirajo, procesirajo, usmerjajo naše odzive in dirigirajo drugim delom telesa, kako naj se na njih odzovejo. Ful močno pogramim za rano ali pa prst, ali pa karkoli sem se udaril. Torej stisnete tam, kjer boli. Potekpiš, nimaš kaj. Malo daš gor. Meni so dostikrat dali obliž gor, tudi če nisem imela zares rane, tudi če sem imela recimo sam udarc, recimo modrico, so mi dali obliž gor, pa me je pol kar nehalo boleti. So vam kdaj rekli, popihajte, pa bo nehalo boleti? Mogoče, ampak to je mogoče bolj kliše, ki ga imam v glavi, kot pa da so mi dejansko rekli. Parkrat. Ja. Ja, to so tudi rekli dostikrat, ja. Naj se rekel, ne dam lupčka gor. So tudi vam, ko ste bili majhni, kdaj rekli, da vas ne bo več bolelo, če boste popihali tam, kjer ste se udarili? Mislite, da to drži? Mogoče je zrno resnice noter. Malo fiks pomaga. Jaz se mi zdaj bolj piham, ne v rano, ampak sam tako v zrak, ker se mi zdaj, če dihaš, mogoče dejansko malo pomaga. Jaz tudi piham, se mi pa zdi, da ti da neko obdobje, če popihaš malo, I guess. Če ni huda rana in sem v duhovitem mudu, ja popiham, ampak drugače pa ne. Da ugotovimo, ali ta napotek drži ali je zgolj mit in kakšno vlogo imajo pri tem naši možgani, moramo najprej razložiti, kakšen je naš mehanizem zaznavanja bolečine. Poenostavljeno, ko se recimo udarimo ali urežemo, to vzdraži naše senzorje za zaznavo bolečine, ki jim rečemo nociceptorji, kar sproži nastanek električnega impulza. Ta po živcu potuje do hrbtenjače in po hrbtenjači do dela možganov imenovanega talamus. Talamus pa naprej razpošilja signale v različne dele možganov, ki poskrbijo za zaznavanje bolečine in za miselni, motorični in čustveni odziv na boleč dražljaj. Ampak kako to, da bolečine vsi ne zaznavamo enako in se nanjo tudi različno odzivamo? Zaznavanje bolečine je zelo odvisno od nekega konteksta, kje se to zgodi. Tukaj igra vlogo ta nek čustveni vidik procesiranja bolečine, pa tudi kaj menimo, da lahko z odzivom na dražljaj dosežemo. Otrok bo mogoče drugače odreagiral na padec doma, pričo staršev ali pa med svojimi prijatelji iz vrtca. Tam bo bolj pogumen, drugi pa bomo lahko izvabil staršev nek odziv. Po drugi strani vpliva na zaznavo bolečine naša pričakovanja, kaj nam ta bolečina pomeni, ali nekaj, kar moramo prebroditi, da dosežemo nek cilj, ali predstavlja signal za umik. Zelo zanimivo pa je, da na zaznavo bolečine vpliva tudi, koliko je nasploh enega dotoka senzornih impulzov v naš živčni sistem in v možgane. Spada morda pihanje tudi med takšne senzorne impulze? Lahko si predstavljamo kot nekakšna vrata, ki so prisotna na vstopu v hrbtenjačo, in kadar je veliko drugih impulzov, ki pritiskajo na ta vrata, bo nekoliko manj bolečinskih dražljajev pripotovalo do možganov. Zaradi tega, recimo, če se kam urežemo pa popihamo, nam bojo ti nežni dražljaji, ta senzacija, dotik ublažilo zaznavo bolečine. Tale nasvet s pihanjem torej ni mit. Deluje pa seveda, ko bolečina ni prehuda. Preverite sami. Ajda Kus pa vam v prihodnjih dneh želim čim manj bolečih dražljajev in da jo popihate kam na lepše. Radiovedni. Pač ljudje iz radia, ki so preveč radovedni. Zdaj se nam pa že mudi. Čaka nas novo radiovedno vprašanje.